Tako minute se počasi iztekajo, še malo pa bo ura odbila 13. Dovolite mi, da vas najprej vse, ki ste z nami povezani preko spleta, preko okolja Zoom, prav prisrčno pozdravim. Posebne pozdrave Andragoškega centra Slovenije in pa seveda Cmepiusa, ki je gostitelj jutrišnjega dogodka in delčka današnjega. Posebej torej pozdravljam goste iz regije jugovzhodne Evrope in to so gostje iz Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Hrvaške in Srbije. Povezani smo v podprojektu portala Epale, ki zadeva medijsko pismenost, zato je bilo samo naravno, da tudi vas povabimo na današnji forum EPO. Te forume pa sicer organiziramo kar 4 v drugi polovici letošnjega leta, kot rečeno v prejšnjem tednu na temo državljanskih spretnosti, civic skills, za odrasle in sicer za naše življenje, delo, za vse pravzaprav vidike našega življenja. Danes pa torej medijska pismenost. Naj opozorim še na nadaljnja 2 foruma 4. oktobra na temo osebnih in medosebnih spretnosti in potem zadnjega na temo finančnih spretnosti za življenje. Današnji dogodek je torej hibridnega značaja in hkrati je tudi mednaroden. Žal mi je, da nismo uspeli se nekako dogovoriti za prevajanje, pa ne vem, v kateri jezik pravzaprav, ker bo danes pač vse potekalo v slovenskem jeziku, enako tudi jutri, ampak nekako računamo na te naše skupne korenine, tudi kar se jezika tiče, in upam resnično, da boste gostje tukaj kar se da veliko razumeli, če ne, pa so tukaj odmori in naša druženja, kjer boste lahko zastavljali vprašanja, pa tudi takoj interaktivno seveda prav tako. Okrog 120-125 prijavljenih udeležencev preko Zooma, okrog 20 tukaj, to je kar velika številka za tak dogodek. In resnično smo veseli, da smo se srečali na temo medijske pismenosti, kajti ta postaja vse pomembnejša. Kot smo napisali v uvodu v program, zadeva pravzaprav več stvari. Medij kot komunikacijsko sredstvo je lahko tiskani medij, lahko je to televizija, lahko je radio, to so danes telefoni, spletne strani, portali in tako naprej. In vse postaja vse bolj komplicirano, vsak dan malce drugače, da se ja ne znajdemo. Tako da del medijske spretnosti je rokovanje, rečemo v slovenščini, da ne uporabim takoj besede manipulacija s temi komunikacijskimi sredstvi. Potem je pa sleherni vsak od nas hkrati prejemnik, večinoma prejemnik medijskih vsebin, pa velikokrat tudi oddajnik, ko pišemo sporočila na Facebook, Twitter, na spletne strani in tako naprej. In tukaj vstopata pravzaprav človek in družba. In takoj smo pri državljanskih spretnostih, pri osebnih, medosebnih, pri etiki, morali, vrednotah. In o vsem tem bo tekla danes beseda. Za začetek bi takoj pravzaprav zavrteli posnetek, ki smo ga naredili z Aljošo Bagolo. On je kreativni direktor, avtor 2 velikih uspešnic. Ena je na temo izgorelosti, druga na temo Srečo, prosim. In posnetek je dolg 30 minut, vas bo morda pripravil do vprašanja, ampak kje pa so tu medijske spretnosti? Čeprav Aljoša ogromno piše, ogromno objavlja, pride k nam, pa takoj postavi kamero malo drugače, nam mize odstrani, ker hoče, da je stik med obema udeležencema v dialogu kar se da neposreden. In tak neposreden je tudi njegov prispevek k današnjemu dogodku. Govori zelo hitro, ampak mislim, da boste lahko bistvo izluščili. Aljoša je predvsem človek, šele potem kreativni direktor in pisec medijskih sporočil. Prisluhnimo.
Aljoša, lepo pozdravljen. Živjo. Danes otvarjava dogodek Forum EPUO na temo medijskih spretnosti za življenje. Pomembna tema, kajti mediji so okrog nas, hkrati pa jih tudi mi soustvarjamo. Tako da je zelo pomembno vedeti, kako početi in kako tudi sprejemati medijska sporočila. Res je, to je zagotovo dobra veščina in marsikdo se ne znajde v svetu preplavljenem z informacijami, z vdori, tolikšne količine novic, zgodb, vsebin, raznosti in seveda tudi veliko je med tem prazne vsebine, da takšne stvari, kot je ta današnja, zagotovo so dragocene. A veš, ChatGPT, ki smo ga tako malo za hec uporabili, nam je dal kar en cel seznam, mislim, da je ene 15 spretnosti, ki sestavljajo tole medijsko pismenost. Kritično razmišljanje, vse živo, med drugim tudi, ne vem, državljanski pristop k zadevam, zato ker vrednote, potem ena etika, morala igrajo zelo pomembno vlogo pri tem, a ne? Vsekakor. Meni se zdi, da je avtonomno mišljenje osnova izpolnjenih in raziskanih življenj in prepuščanje zgolj vodenju, tudi mnenjskemu, tudi vsebinskemu, nekomu drugemu prinaša v življenje zmedo, negodovanje, občutke nemoči in to spodkopava tako našo duševno kondicijo, kot tudi neko zavzetost za življenje, za aktivno življenje, ki seveda ni aktivno zgolj v smislu telesnega razgibavanja, ampak tudi tega, kako se bodriš, kako si zadaš cilje, kako jih dosegaš, kakšna je stopnja tvoje motivacije in tako kot razmišljamo, tako tudi delujemo, oziroma kot zapišem v svoji prvi knjigi, kar nam roji po glavi, kroji naše življenje in mediji imajo zagotovo zelo, zelo veliko vpliva na to. Ti nastopaš v življenju nasploh, pa tudi danes tukaj pri nas v različnih vlogah, ampak res najprej bi naslovila vlogo avtorja knjižnih uspešnih. Vesta že? In ko sem videla tole tvojo, kako izgoreti, sem si rekla, in seveda podaljšek, in vzeti življenje v svoje roke, to je tisto pomembno, kajti to je pozitivno sporočilo, ne. Sem si rekla, presneto, tudi jaz sem na pragu izgorelosti, mogoče sem že zdrsnila onkraj, ampak tega že ne bom brala, to je priročnik. Tega sem jaz preveč prebrala v svojem življenju, neke psihoanalize, neke duhovne literature, tudi kakšnih priročnikov, ampak do priročnikov imam prav en odpor. Potem pa mi je ta knjiga danes padla v roke od kolegice Tanje, sem jo dobila, da se malce pripravim na ta intervju in sem padla noter in sem odločena, da jo preberem, še bolj tvojo drugo knjigo. Srečo, prosim, ja. Ja, Srečo, prosim. Z bolj optimističnim naslovom, tega se veliko ljudi prestraši, ja. Ja, ampak ta izgorelost je naš vsakdan, kot tudi pišeš, ne, to ni osamljen pojav. Najbolj všeč pa so mi tvoje besede, da želiš, da v zvezi z drugo knjigo, da postane ne priročnik, ampak zvesti pribočnik, prisrčnik, pridušnica te besede in sem ostrmela za začetek nad besedami, ki so tudi meni ljube in našim udeležencem prav gotovo tudi. In nad tem lepim sporočilom. Medij, tak medij, knjiga je zame krona medija, ena od kron vsekakor imeti pri sebi, pri srcu, pri duši. Poveš kaj več o tem, prosim? Ja, jaz sem izmojstren v kreativnosti, 20 let sem to na vrhunskem nivoju počel v oglaševanju, v marketingu, kjer sem snoval zgodbe, ki pač sem želel, da navdihujejo, navdušujejo in ravno inštrument zgodbe to zagotavlja. Danes se odpravimo na družbene medije in tam nas čaka tisti plus v levem zgornjem kotu, kjer piše objavi svojo zgodbo, your story. Ampak v resnici to nima nobene zveze z strukturo zgodbe, ker objavljamo prazne trenutke ali pa zgolj neke kozmetične odbleske našega dne, svoj zajtrk, sebe v kopalkah, sprehod z psom, ne vem, in tako dalje in tako naprej. Zgodba je pa seveda orodje, ki ima posebno strukturo,
ki pravzaprav z seštevkom vseh teh dogodkov in postojank v svoji strukturi zagotavlja smisel. In smisel je nekaj, kar ljudje potrebujemo. Zato, ker ta razdrobljenost informacij, s katero se soočamo, ustvarja neko kakofonijo v glavi in to nas pusti bolj kot ne zmedene ali pa prepojene z temi dopaminskimi šusi, kjer se naši možgani tu kot ognjemet prižigajo vsakič, ko dobimo obvestilo, vsakič, ko nam kaj zažvenketa ali pa pribrni. Tako zgodba ostaja tisto, kar nas pomiri, tisto, kar nam lahko poda odgovore na večja vprašanja, kot so, kdo sem, zakaj sem tu, zakaj se mi to dogaja, kako se lahko iz tega izkopljem s pomočjo izkušnje nekoga drugega. In tako sem v bistvu zgodbe, in jaz sem pravzaprav pripovedovalec zgodb, kjerkoli sem, ali sem na odru, ali sem bil v oglaševanju, ali pišem knjige, so tisto, kar me navdihuje in tisto, kar pač želim deliti. In zdaj, povedal sem, da sem izmojstren v kreativnosti, dokazano, in zdaj sem to pretopil seveda v igranje z besedami, ali pa bolj kot v igranje z besedami, v to razkrivanje, kaj jezik vse prinaša. In že ta biblična najprej bila beseda in beseda ni konj in tako dalje, nam povejo, da to, kako govorimo, vpliva na to, kako živimo. In ko se tega zavedamo, se lahko začnemo ukvarjati z tem, da svoje življenje razkrinkamo kot v bistvu seštevek rutin, navad in sebe na avtopilotu. Zjutraj odpremo oči in že mislimo iste misli in začnemo delati ista opravila po istem kopitu na isti način. In na dan mislimo okoli, kot v knjigi zapišem, 60 000 misli, in ko se pač 59 999 misli vsak dan ponovi na isti način, seveda ne moremo pričakovati, da bomo zaživeli drugače. Kot pravi Albert Einstein, če počnemo iste stvari in pričakujemo isti rezultat, je to norost. In potem obtičimo v tej kletki, ki si ustvarjamo z svojimi mislimi, stegujemo roko, obupano hlastamo za boljšim življenjem in to se ne pojavi, ne zgodi, in potem smo zagrenjeni in iščemo izgovore in iščemo krivce in uperjamo ta svoj kazalec, kot so včasih vitezi svojo helebardo, in si mislimo, zakaj so vsi drugi na konju, jaz sem pa na psu. In to je recept za to, kako živeti prazno, zagrenjeno, razočarano življenje. Zato se pravzaprav vse začne tu in to začne se z mandatom, z dovoljenjem samemu sebi, da razmišljaš drugače, kot je bilo povedano, zapovedano in priučeno. Se pravi, na nek način, če povzamem zase, trdiš, da živimo programirano, in da mediji k temu prav zelo veliko prispevajo in da je potreben pogum in ena srčnost, ki nas nekako odpreta. Ta pogum mene vedno znova fascinira, tudi jaz sem velik pristaš zgodb, tudi mi na Andragoškem centru delujemo s pomočjo zgodb, zglednih učečih se v tem primeru. In te zgodbe, ki jih pove ali pa ki jih izkusi skozi življenje posameznik, niso samo njegova zgodba, ampak ga vedno povezujejo z okoljem. In tudi tebe so gotovo povezale z drugimi ljudmi, vedno znova, a ne? Absolutno. Zdaj pač midva se tikava, sva se zmenila, omenila si pogum, in pogum prepogosto definiramo kot odsotnost strahu, vendar temu ni tako. V bistvu je pogum nekaj, kar nam pomaga soočiti se z strahom, in pogosto nas je najbolj strah raziskovanja samega sebe, zato ker tam tiči naš resnični jaz, ki ima svoje potrebe, ki ima svoje zahteve. In ker smo Slovenci izmojstreni, jaz temu pravim ne v demokraciji, ampak v nemokraciji, ker ko pride do besede ne, ostanemo tiho, torej ne znamo postavljati meja pravočasno, zdravo, ne znamo se postaviti za svoje osnovne potrebe, potem vztrajamo v nečem, kar jaz imenujem pridentiteta.
Se pravi, da smo pridni. Ne? In priden si vedno za nekoga drugega. Ne? Se pravi, da si pohleven, da si ustrežljiv, da razmišljaš o zadovoljevanju njegovih ali njenih želja, da druge postavljaš na prvo mesto in seveda s tem nekako kuješ recept za to stopnjevanje življenja v neko robotizirano obliko sebe, ki pač je programirana, kot si povedala na začetku. Zato je to raziskovanje samega sebe, resničnega sebe, pogojeno z tem, da ne da se prikradeš mimo vseh teh zapovedi in vzgojnih načinov, ki si jih bil kot otrok deležen, ampak da jih neposredno izzoveš in da si priključiš tudi to svojo navidezno temno stran. Slovenci smo zelo dobri v projekcijah. Ne? Se pravi, nekaj, kar si pri sebi ne dovolimo, ker se nam zdi slabo, ker se nam zdi prepovedano, ker pač so imeli naši starši ali naše okolje o tem takšno mnenje, takoj vidimo v nekom drugem. Ne? Če je nekdo uspel, je zagotovo, ne vem, ali povzpetniški, ali prevarant, ali ziher je nekoga ali prinesel naokoli, ali pa je takšen in drugačen. Ne? In to se recimo na prvi fronti slika naš odnos do denarja, ki je zelo oslabljen in v bistvu šele, ko se sam počutiš vreden več od počenega groša, se ne počutiš ogrožen od drugih. Ne? In pogosto mi gre tudi v tem recimo medijskem diskurzu na živce to prečesavanje žepov in denarnic, ne vem, politikov, gospodarstvenikov ali športnikov, kogarkoli že, kot da ne smejo zaslužiti dovolj, ker bodo zatem užalili vse ostale, ki se ne bomo mogli počutiti dovolj dobro v svoji koži. In to je nekaj, kar moramo korenito spremeniti in pač popolnoma nekako ovreči ali to mnenje ali spodkopati to prepričanje, da ne smemo biti tudi finančno uspešni. Ker če sebe ne ceniš dovolj, si ne dovoliš v resnici biti kreativen in čeprav smo Slovenci izjemno kreativni, sebi in svoji kreativnosti ne znamo postaviti prave cene, zato si rajši rečemo, da smo iznajdljivi. Ne? In tako v bistvu z besedami, z retoriko, ki jo uporabljamo, nenehno spodkopavamo to svojo lastno vrednost in se nenehno gibljamo na polju osnovnega preživetja. Nenehno smo v tem tako imenovanem survival modu, kjer je vse bitka za preživeti, kjer smo nenehno v stresu, kjer nas nenehno dajejo obveznosti, zahteve, kjer nenehno v sebi trpimo, ker se nam zdi, da smo lahko srečni zgolj in le, če najprej osrečimo vse druge okoli samih sebe. Ampak to je pravzaprav Sizifovo početje in recept za izčrpavanje sebe in za izgorelost. Nekaj tega, ne bi se mogla bolj strinjati z vsem, kar si povedal, tole zadnje pa me je nekako spomnilo na to nedavno situacijo poplave, vsi skočimo, vsi stopimo skupaj, vsi objavljamo v družbenih medijih, zdaj pa neka tišina, a se ti ne zdi? Tudi na prejšnjem forumu smo veliko govorili o početju državljanske spretnosti, torej, ampak smo zelo razširili pogled in smo rekli, to je predvsem početi dobro zase in za druge. Ja. Že to, da rečemo najprej zase, je neke vrste poguma, izstopiti iz te slovenske duše in si priznati, da najprej moraš biti dober za to, da si lahko dober za druge. Ampak to je vsakodnevno početje. Ja. Seveda neka huda kriza lahko to izzove, potem potihne, ne sme pa iti v pozabo. Jaz mislim, da se Slovenci lepo povežemo v stiski, ampak to ne sme biti edini modus operandi, da se združimo samo v nesreči. Ne? Moramo se znati združiti tudi drugače kot v preizkušnjah, kot tudi samo pri športnem navijanju. Ker tako goreče navijamo za športnike in ustvarjamo izjemno stopnjo pritiska, neposrednega pritiska, vrtimo na njih, nismo pa sposobni tako goreče navijati za samega sebe. In to je spet projekcija. Ko ti zaklad vidiš samo v nekom drugem, v svojem idolu, v tistem, ki bo tvoje življenje naredil bolj vredno, če bomo zmagali na svetovnem prvenstvu. Če bomo pa 7, bomo pa šli potrti v službo. Zase moramo znati navijati.
tako goreče, tako bobneče kot pač na tribunah, moraš iti vsak dan na tribuno in navijati za samega sebe. In si reči, ti si najboljši, ti to zmoreš, ti boš to dosegel, lahko si zaupaš, lahko greš čez marsikaj. Lahko dosežeš veliko več, kot si v svojem umu dovoliš. In zato je pravzaprav vsak izmed nas tisti, ki si lahko obleče zmagovalni dres, rumeno majico, karkoli je že tisto, kar nas tako vzpodbuja, kar vidimo na televiziji pri športnih dogodkih. In če ne znamo navijati zase, potem je vse ostalo pač zgolj zabava ali pa vznemirjenje. Res je. Morda bi kdo mislil, da sva malce zašla s teme, medijske spretnosti, da spet spomnimo, ampak za življenje, za vsakodnevno življenje posameznika in družbe. A se ti zdi, da lahko preko našega, mi vsi delujemo, kot sem že omenila na začetku, kot kreatorji nekih medijskih sporočil, a so to zdaj neki posnetki, ali so to besede, ali je preveč besed, ali je premalo besed, ali bi morali biti gibljive slike. Za story ti verjetno predlagaš, da je to nekaj tega, kar smo mi v studiu malo prej doživeli, da smo posneli en prizor in je to ta prava story, ne? Če sem te pravilno razumela, ne pa zgolj nek posnetek tele Kuštre tukaj, recimo, ki čaka na to, da mi dva spregovoriva nekaj besed. Kako lahko mi kot kreatorji majhnih in velikih medijskih sporočil prispevamo k enemu boljšemu duhu naše družbe, duhu časa, ki res ni prav najboljši ta hip? Mogoče bi se vrnil na začetek tvojega vprašanja, ker si v bistvu je bil komentar, da sva zašla z področja medijskih spretnosti, ampak v bistvu je vse povezano z našo osnovno psihologijo, ne? In vse je pravzaprav psihološka spretnost. In če želimo soustvarjati medijsko okolje z namenom kakovostnega doprinosa družbi, se spet vse začne z nami in z tem, da se v svoji koži dobro počutimo in da je vse ostalo posledica tega dejstva. Prepogosto se zbudimo razočarani, potrti, jezni, žalostni in vsa ta evolucijsko popolnoma legitimna čustva, ki so pravzaprav naše orodje, da z svetom, z drugimi ljudmi in samimi sabo vzpostavimo nek kakovosten stik, hitimo takoj odganjati z vznemirljivostjo telefonov, novičarskih strani, televizijskih zaslonov. In tako v bistvu želimo neprijetna čustva hitro potlačiti, hitro zapakirati in odposlati nekam stran iz svojega ustroja z tem dopaminskim šusom. Dopamin je poceni bencin, ne? In dopamin se sproži v pričakovanju pohvale, nečesa dobrega, ne? Zato je meni kinder jajček genialni izum, ne? Ker pač kaj je notri, ne? Ne veš, kaj boš dobil, in to sproža dopamin. In v bistvu dopamin sproža obvestilo, da nas na družbenem omrežju nekaj čaka. In ti ne veš, ali je srček, ali je komentar, ali je novi sledilec, ne? In v bistvu te dopamin sproža to, da zavijamo v trgovino z oblačili in je tam nalepka novo in vemo, da nas čaka nekaj, česar prej še ni bilo, ne? Se pravi, vedno je v pričakovanju. In zato so ta pričakovanja in želje, ki prihajajo z naslova tudi psihološke manipulacije, ne, kot pač strokovnjak za marketing to zelo dobro poznam, so precej nevarna in izčrpavajoča. Zato pravim, da moramo biti pričakovanja vsakega svojega pričakovanja, ne. Šele ko vemo, kaj so naše resnične pričakovanja, šele ko so v stiku z našimi najglobjimi vrednotami, lahko začnemo delovati bolj avtonomno. Potem moramo spoznati v bistvu vse te nezavedne mehanizme, po katerih tako hlapčevsko delujemo, ki nas imajo pogosto v pesti, in ko razkrinkamo spet ta del, smo spet bolj avtonomni. In potem, ko se lotiš ti ustvarjanja, želiš za svoje ravni zavesti pač sporočati nekaj, kar je tebi lastno, kar je pristno, kar je prisotno pač na nekem drugem nivoju, kot zgolj to, da kopiraš, imitiraš, zapostavljaš svojo unikatnost, zato da boš dosegel nek rezultat.
In v bistvu smo vsi podrejeni tej učinkovitosti in z njo smo tudi zmanipulirani, ne? Zato, ker vsaka tvoja objava zgolj z enim klikom pokaže celo analizo njene učinkovitosti. Koga si dosegel, kako si dosegel, koliko časa je gledal, kdaj je gledal in potem se avtomatsko robotiziraš za še. Možgani te lisjaško prinesejo naokoli in ti rečejo, to je pomembno vendarle za moj posel, za to in to. V resnici pa je v ozadju ta dopaminski šus, ki ga hočeš vedno več. In šele, ko razumemo svoj biološki ustroj, kako smo odvisni pravzaprav od določenih razpoloženj in počutij, lahko začnemo siromašiti te vplive, ki so tako mogočni in tako potentni. Recimo, meni je v izgorelosti bilo noro to, kako na začetku, ko je res zlom tak silovit, nisem mogel imeti televizije prižgane, ker je bilo enostavno vse preveč agresivno. Bog ne da, da bi bila to novičarska oddaja ali karkoli, ne vem, kakšen nasilen film. Telo tega ne prenese. Ne? In ko pač vidiš, kako agresivni so ti vdori informacij, ki se jim nenehno izpostavljamo, začneš ravnati drugače, razmišljati drugače. In ti notranji svet, ki je pač pod radarjem zavesti, noro živopisan in poln neverjetnih stvari, začne pomeniti veliko več in ti postane veliko bolj vznemirljiv kot vse to bombardiranje z zunanjimi stvarmi. Zato v novi knjigi pravim, da sreča reči redči. Ne? In ko se pač redčimo z materialnim, se izogibamo tudi temu, kar jaz imenujem traumaterializem. Se pravi, nakupovanje nakupovanje je v bistvu zamotenje. Nakupujemo zato, ker je to fosilni ostanek preživetvenega vzgiba kopičenja. Naši predniki so morali nakopičiti stvari, zato da so se počutili fizično in psihološko varni. Imamo dovolj hrane. V moderni preobleki je to kopičenje nakupovanje. Ne? Pač nagnjeni smo temu, da grmadimo stvari, da jih posedujemo, ker nas to psihološko pomirja. Ampak traumaterializem izhaja iz bolečine, izhaja iz travme. Slovenci popolnoma pešamo na področju psihološke čilosti. Poglejmo, zdaj je bila spet statistika o samomorilnosti pri nas. Grozljivo. Sploh moški, ki ne upamo o sebi spregovoriti. Bodi tiho, ne govori, kaj boš jokal kot deklica. Ne izražaš svojih čustev, lahko se pa zapiješ, lahko, kot so meni učitelji, ja, lahko ti hodiš k psihoterapevtu, ker imaš dovolj denarja. Ampak ljudje vsak dan ali pa v celem tednu za šankom pustijo toliko denarja, kot bi ga pri odličnem psihoterapevtu. Ne? Ampak to zdaj je seveda zelo osorno povedano in veliko ljudi živi v zelo globoki stiski, zato moramo pač popolnoma spreminjati načine, kako razmišljamo, kako se pogovarjamo med sabo, kako obravnavamo duševno zdravje. Ne samo, da glorificiramo delo, kjer pač smo Slovenci svetovni prvaki v pridnosti in si opravke pogosto nalagamo zato, ker nočemo imeti opravka samimi sabo. Ker nas je tega, kar je noter, kar je resnično naše, tako strah in nas tako boli, da se raje zamotimo z tisočerimi drugimi stvarmi. In če ne bomo začeli tu, če bomo v šoli še naprej promovirali dosežkomanijo, metanje na tla za točkami, za blestenjem, bomo na koncu imeli samo še nezaposljive genije, ki pač ne bodo vedeli, zakaj za vraga so pač si morali v glavo stlačiti na tisoče teh stvari, brez da bi to imelo v končni fazi kakršenkoli odzven v sodobnem svetu, ki nam omogoča ali pa zahteva popolnoma drugače razumevanje svoje lastne kreativnosti, svojega lastnega namena in pravzaprav iskanja svojega namena skozi neko okolje podpore, ki pa še ni zagotovljeno. In zato je pač potreba, ne vem, po psiholoških znanjih, potreba po finančnih znanjih, da se ljudje naučijo, kako ravnati z denarjem, kako sklepati zavarovanje, kako pravzaprav biti tista avtonomna, kljubovalna avtoriteta, ki zna se ustaviti in vprašati, čakaj, a je res to tako? Ne? In mi pač še to tako poniglavo obožujemo avtoritete, kot smo nekdaj zdravnikom nosili kavo, pa banane, pa jabolka, pa ozimnico, ker se nismo počutili dovolj vredni, da bi lahko prišli na vrsto tudi samo zato, ker obstajamo. Ne? In dokler ta transakcija ni optimalna, dokler pravzaprav sobivamo v teh napornih, toksičnih odnosih, ne moremo narediti premika.
Ampak premik lahko naredimo samo, ko vsak pri sebi reče, sorry, jaz sem pa več vreden kot to. In postavi meje in reče, ne, tako bo. Ne, jaz najprej. Seveda je to težko in boleče in predvsem prežeto z strahom, ampak dokler tega ne premagamo, bomo zgolj uperili prst v nekoga drugega, bodo vse krivi politiki, športniki, sosedi, samo mi ne. In to je pravzaprav težka resnica. Se strinjam popolnoma. Moram reči, da malo si me ujel na besedo rečenje, ker se mi zdi, da rečenje je res tisto, kar potrebujemo. V glavi, vse te misli, jaz včasih se po noči zbudim, ne morem zaspati, ker je polna glava, kot en računalnik, ki deluje. Ja. Ampak šele z eno tako vsej delno praznino lahko pridejo nove stvari, lahko pride ta kreativa, ki jo omenjaš. Alfa stanje, ja. Meditacija. Ja. Urjenje možganov v umirjanju. Naši možgani so nagnjeni k katastrofiranju in iz okolja nenehno črpajo negativne informacije. Tudi iz medijev? Ja, zato ker so negativne informacije, imajo večjo preživetveno vrednost, ker nas opozorijo, da je naše življenje ogroženo. In zdaj novičarske oddaje so pogosto nalašč opremljene z slabimi novicami, zato ker te takoj pritegnejo našo pozornost. Se pravi, poslovni model, ki temelji na biološki značilnosti. In ko o tem predavam in o tem tudi razlagam mladim in starejšim, vsi razumejo, mi je jasno. Se pravi, jaz imam veliko več moči nad tem, kar mi sproža strah, paniko in vzbuja tesnobo, kot si v resnici mislim, če samo razumem svoje telo in kako je to narejeno. Ker naši preživetveni možgani so po funkciji zelo surovi in neposredni. Ne zanima jih romantika, ne zanima jih ljubezen, ne zanima jih ljubkost, karkoli že prijetnega, ampak samo preživetje. In zato, da preživimo, smo narejeni in prednaloženi z res hudimi refleksi, ki nas pa potem prestrašijo, ki nas pa potem onerazpoložijo. Ampak če tega ne razumeš, si sam misliš, z mano je nekaj narobe, zakaj me je vsega strah, zakaj se ne znam pomiriti, z mano je konec in lahko kar pravzaprav si odpišem svoje dobro življenje in počutje. In potem to stopnjuješ, prideš do točke, kjer se popolnoma spodkoplješ in potem ti ponudijo antidepresive, zdravila, okrevanje, takšno in drugačno, ki ti zgolj potrdi, da ti je res spodletelo. In zato v tej ihti, jaz pravim, če ni ihte, ni nevihte, zato v tej ihti neizprašano drvimo v pravzaprav nek lastni propad, ki je pa z pozicije, kjer se ustavimo, umirimo, predihamo na življenje, pogledamo malo bolj tvorno in stvarno, v bistvu nekaj, kar je popolnoma v naših rokah. In ko začutimo to moč v sebi in jo z odločenostjo in golimi rokami pograbimo, si lahko z njo spet usplamtimo svoje strasti, razsvetlimo svoje življenje. In zato pravim, da ni pomembno, kaj v življenju pustimo za sabo, ampak to, kaj življenje pusti v nas. In tu je v bistvu ta sprememba paradigme našega mišljenja, razmišljanja, ki je bilo priučeno, zahtevano, promovirano in ga še naprej perpetuiramo z tem, kako živimo, kako se obnašamo, kako odjemamo informacije, kako odjemamo medije, kakšne principe uveljavljamo in redistribuiramo v šolah, povezano z tem, da smo v stalni stiski, v stalnem stresu, v nenehnem stanju preživetja. In borba za preživetje ni prijetna. Če si nenehno na preži, boš preživel, ni pa nujno, da boš tudi živel. Ja, lahko te pobere. To nas bo zagotovo, ampak gre za to, da te pobere z nasmehom na obrazu, pa si rečeš, si daš petko. A veš, moje življenje je pa bilo dobro, bilo je raziskano, marsikaj sem ugotovil, izpolnjen sem. Tudi če ni bilo vedno srečno, je to v bistvu dobro, ker ne moremo biti nenehno srečni, ker je tudi to za naš biološki ustroj nevzdržno. Ta ni narejen za nenehno stanje vznemirjenosti. To tudi ne moremo biti nenehno na razpolago. Zdaj pa, ker posnemamo in se primerjamo z raznimi velepomembneži, z vizionarji in tako dalje. In ravno ti so pred 20 leti vzpostavili maksimo always on.
ne, moraš biti gor. Jaz sem Steve Jobs in jaz sem nenehno gor. Jaz sem Elon Musk in ne spim sploh, ker sem nenehno gor. Ne? In potem si rečemo, o moj bog, če hočem biti vsaj malo uspešen, moram tudi jaz imeti vse prižgano. Naj me motijo maili, naj me motijo klici, naj me motijo SMS-i, bog ne da bi imel mir ali čas za spanje. In to je trapasto. Ne? In ko ugotoviš, da je to trapasto in nevzdržno, predvsem nevzdržno, tudi za tvoje telo, pa začneš ravnati malo drugače. Ne? In to govorim kot spokorjeni grešnik. Bravo, hvala za to izpoved, pravzaprav. Moram ti priznati, da jaz o medijski pismenosti ne vem prav veliko. Jaz sploh ne vem, zakaj sem jaz strokovnjak. Mogoče za vse, pa za nič tako zelo specifično. Ampak, ko sem se pripravljala, sem rekla, kaj naj vprašam, se veš, zelo pozno sem ti pisala, kaj bi približno bilo. Zdaj sva midva obdelala vse živo, vse naokrog, ampak mislim, da bolje ne bi moglo biti, ker sva se dotaknila človeka, tega, kar smo v svojem bistvu ali kar bi morali biti v svojem bistvu, in neizmerno sem ti za to hvaležna, za to živahno izmenjavo in verjamem, da naši udeleženci prav tako. Hvala, Aljoša. Ja, hvala. Jaz bi mogoče vseeno dodal, da je pač treba biti pazljiv. Omenila si ChatGPT na začetku. Pač umetna inteligenca je super sposobna in vse tehnologije obravnavamo s stališča pozitivne naravnanosti, se pravi nekega tehno-optimizma z privzetkom, da pač morajo v ozadju biti močne zakonodaje, ki jih regulirajo, kot tudi ta pravzaprav naša naravnanost, da smo ravno prav skeptični, da se naučimo, kaj so pasti, da ne verjamemo vsemu. Starejša generacija obravnava vse, kar ima logotip in nek podpis, kot verodostojen vir, ker so bili tako naučeni. Pač bila sta 2 ali 3 časopisi in so imeli svoj logotip in so prinašali vsebino. In to, kar jim zgleda podobno, je lahko vir popolnoma izkrivljenih informacij, lažnih informacij, škodljive vsebine, ampak jih zavede, ker so naučeni pač nečesa drugega. Zato se moramo stalno izpopolnjevati, ne vem, poklicati mlajše sorodnike in vprašati, kako se pa tebi to zdi, soočati svoje mnenje. Se pravi, ta preplet mora biti veliko bolj dinamičen. In zagotovo prihajamo v obdobje, ki bo polno takšnih izzivov, medijskih, družbeno-medijskih izzivov. Politične kampanje bodo hotele nas prepričati v nekaj na razne načine. Sovražni govor v bistvu zagotavlja veliko zanimanja publike, bolj kot je kaj vznemirljivo ali pa omalovažujoče ali pa nesramno ali pa škodljivo, bolj smo ljudje ogroženi, ampak hitimo gledati tako vsebino. Ne? In potem moraš tudi razumeti, zakaj to počneš, zakaj te to privlači, zakaj ne rečeš ne. In ko razčiščujemo s tehnologijo in s to notranjo vsebino in tehnologijo, je pol nekaj, kar, če lahko rečemo, medijska pismenost uravnotežena. Pribočnikov, hvala tebi, pribočnikov je in bo več, treba pa si je ta prave izbrati in z njimi hoditi skozi življenje. Ja, hvala lepa. Tako, midva z Aljošo sva povedala vse, kar sva želela, kar dolgo je bilo, ampak mislim, da je bila izmenjava precej dinamična, zanimiva. Upam, gostje naši dragi tukaj, da ste kar se da veliko razumeli, če ne, se lahko o teh stvarih še pogovorimo. Aljoša je res umetnik premetavanja besed, žal danes ni uspel biti z nami, je velik strokovnjak in resnično smo veseli, da smo ga dobili. Tako da morda dopolnim vse skupaj samo še z informacijo, ki jo vi tukaj v studiu poznate, medtem ko naši udeleženci ne nujno, tile namreč preko Zooma, da smo v regiji pod vodstvom Epale Črna Gora in seveda v sodelovanju z Epale po vsej regiji pridelali en okvir, framework je mogoče beseda, ki malo več pove, kompetenc za medijsko pismenost.
Vsaka država si je izbrala svoj modul, Slovenija manipulacije, dezinformacija in stereotipe, druge države druge stvari, o čemer bo tekla beseda tudi danes na koncu foruma, pa še prav posebej jutri, ko je prav celoten dogodek, ki ga udeleženci preko spleta lahko tudi spremljate, in sicer po YouTube kanalu Andragoškega centra Slovenije. Ampak prav o tem je Aljoša kar precej povedal, o manipulacijah, dezinformacijah, stereotipih na sebi lasten način. Tako, zdaj pa prehajamo na drugi prispevek magistra Natalije Cvikl-Postružnik. Malo prej sva se odločili, da se tikava, a ne, Natalij? To bi se lahko že prej v procesu dogovarjanja, ampak včasih je tik pred zdajci glih ta pravi čas, a ne? Pa še obe dve sva tam z tega štajerskega konca, tako da to še toliko lažje steče. Natalij, ti si v različnih vlogah, tukaj imamo drsnico, ki opisuje nekatere od njih, ampak se mi zdi, da bomo s tem tvojim prispevkom še malce zožili temo. Ti medije vidiš kot spodbujevalce koncepta kruha in iger, to pomeni v mojem preprostem jeziku, daj ljudem preko medijem nekaj, kar jih bo zaposlilo, nahranilo, tudi Aljoša je govoril o čustveni hrani, negativni, ampak vendarle ta negativna hrana, tak, v resničnem pomenu hrane je včasih ta najboljša, ne? Potem pa imaš mir pred njimi. Kdo so tisti, ki to pravzaprav počnejo, kaj se dogaja? Izvoli, povej najprej ti, potem smo pa rekli, da še kakšno vprašanje moje ali pa še od koga. Izvoli. Najprej lep pozdrav v mojem imenu. Kot vidite, jaz sem že na konju, pravzaprav na dveh, ne? Malo da parafraziram Aljoša, ampak tudi ne samo na konju, jaz sem tudi na psih. Bom zdaj vam takoj pokazala, kako to mislim. Skratka, tamle v ozadju jih vidite, naslanjam se na konja in vodim pse. Spravi, če vzamemo to kot metaforo za svoje življenje, ne, pomeni, da ga imamo pravzaprav v resnici v svojih rokah in je od nas odvisno, kam ga bomo zapeljali in kako ga bomo zapeljali in seveda tudi, kaj bomo z mediji in z vsebinami, ki nam jih mediji ponujajo, naredili. Toliko za začetek, mogoče za uvod, gremo pa zdaj kar na predstavitev. Nekaj kratkega sem samo pripravila za mogoče lažje background, pa za lažje ozadje. Jaz namreč, moja življenjska pot se je že od malega sem nekako rada pisala. In ne vem, v 5. razredu, mislim, da v osnovni šole sem že izdajala svoj časopis na onem oranžnem Olimpusu, če se kdo spomni še tistih časov, sem tipkala lepo, pa vmes imela tiste vijolične modre liste, ne, in sem to lepo distribuirala okrog, no, potem sem šla v računalništvo, iz računalništva spet v novinarstvo, ker sem diplomirala, potem magistrirala iz lingvistike, dolgo delovala v marketingu, v odnosih z javnostmi. Skratka, vedno sem bila nekako povezana z mediji v vseh možnih oblikah in razumevanju teh medijev. In zdaj lahko rečem, da sem v tej zgodbi že 35 let, ne od 5. razreda, ne, ampak 35 let delovno aktivna in upam si trditi in trdim, da mediji igrajo zelo močno vlogo pri konceptu kruha in iger. Pravi, koliko se mi kot Slovenci in Slovenke pravzaprav sploh zavedamo, kaj se z nami dogaja, je pa druga zadeva. Tule je en slajd, na katerem piše samo Slovenci, Slovenke. Zakaj? Zato, ker želim govoriti o našem pogledu na svet. Spravi, kako mi svet vidimo, kako ga razumemo. Zdaj, na splošno lahko svet, sebe in druge vidimo pozitivno. Rečemo, da je to en tak plus, lahko pa vidimo sebe kot pozitivne, druge kot negativne, ali pa nasploh vidimo sebe in druge kot negativne. Zdaj, če vidimo sebe in druge v pozitivnem smislu, v nekih pozitivnih zgodbah, v dobrih namenih, z dobrimi čustvi in tako naprej, potem temu rečemo, jaz sem ok, ti si ok in življenje nasplošno teče mirno, v redu, seveda s pretresi tu in tam, kar je pač čisto normalno, ampak spoštujemo sebe in druge. Tega je v Sloveniji nažalost izjemno malo. Naslednji kvadrant, če bi razporedili tako na 4 koščke, ne, plus, minus, minus, bi bil, sebe vidim zelo pozitivno, drugi so pa zame pač topovska hrana, da malo v metaforah govorimo.
In če bi temu pa rečemo, kako je, v bistvu arogantneži, ne, jaz sem izjemno pomembna, jaz sem, ne vem, imam to funkcijo, ono funkcijo, tisto priznanje, ono priznanje, ne vem, kaj se živo se mi v življenju dogaja, no, in ker sem jaz tako pomembna, si lahko dovolim marsikaj in ti si zato tukaj, da kimaš, narediš, kar si ti reče in greš lepo naprej. Skratka, tipična aroganca, ne bomo o imenih, ampak sem prepričana, da vsak med vami je zdaj naredil, evo ga, že vem, o kom govorimo v Sloveniji, spomnite se, tako je 3-4 imen, ne? Če bi vas izvala, bi jih verjetno tudi napisali, ampak ostanimo pri tem, da samo se zavedamo, da to je. No, potem lahko gremo naprej in rečemo, jaz nisem v redu, ampak vsi okrog mene pa so ne. Ampak meni se pa res ene velike krivice non-stop dogajajo. Lej, mislim, ko berem v medijih, vsem gre tako super, pa na družbenih medijih, pa na Facebooku, vsi se smejijo, pa TikTok, bože moj, samo lepe zgodbe so, ampak glej, jaz sem pa res v taki krizi, pa nišče me ne razume. Ne, to je pa ena tipična in zelo slovenska vloga žrtve. Jaz nič ne morem, jaz sem nemočna, nemočen, dogajajo se mi krivice in beremo in absorbiramo zgodbe, ki to prepričanje v nas še kako potrjujejo. To je povezano tudi s tisto pridnostjo, sedi tam v kotu, tiho bodi, mir daj, ne sprašuj, kdo ti je rekel, da se lahko oglasiš, ne? In iz tega potem lepo pride, jaz nisem kaj dosti vredna in meni se dogaja krivica in jaz sem žrtev, vi me pa izkoriščate. No, potem pa pridemo še do tistega minus, jaz nisem v redu, ampak ti nisi v redu. To pa pomeni, lej, v slovenščini imamo, ne, lingvistika je res ena taka fajna stvar, v slovenščini imamo zelo močno besedoslovje, zelo močno se lahko izražamo in recimo tukaj pa lahko rečemo, pa saj ni pomembno, če je meni krava crknila. Glavno, da je mojemu sosedu, da sta moji sosedi crknili 2 kravi. Ne, in to je ta pogled, ki ga imamo Slovenci, Slovenke, skozi svojo zgodovino, skozi zgodbe, ki jih pišemo, ne, če se spomnimo, jaz sem žrtev, pa Cankarjeva skodelica kave, ne. Zelo hitro lahko potegnemo paralele iz različnih medijev v našo percepcijo sveta in dogajanja. Zdaj pa nagradno vprašanje za vas, nagrada bo pogled na pozitivne zgodbe, ki jih pri nas izdajamo, mogoče bi Zvonka lahko še poudarjala, pa posebej izpostavila, da sem urednica portala in revije Navdihni.me, se pravi, tam pa prav iščemo pozitivne zgodbe, kot ena protiutež tistemu, kar se sicer bere, klika, scrolla, išče in sploh v oči pade, ne. Kaj so ugotovili, ko so delali eno raziskavo, da 80% ljudi klikne na link, če noter piše ogabno, grozno, strašljivo, neverjetno, ne. Spravi, to so pa besede, ki pritegnejo, s tem začneš, pa se pol ni važno, kaj pišeš naprej, s tem si začel, ljudje si pritegnil in evo, ljudje kliknejo in potem bere, tudi če nema veze s tistim, kar je v naslovu pisalo. Tako imenovani lidi, ne, oziroma pisanje naslovov, zato pa naslove v glavnem pišejo uredniki, besedila pa pač novinarji, oziroma ena, kako bi rekla, ena stopnja, mogoče bolj delovna v novinarskem poklicu. No, ampak nagradno vprašanje brez nagrade, česa je največ v Sloveniji? Plus, pravi, jaz sem v redu, ti si v redu, ali tisto, jaz sem najboljša, vi pa pač ne, torej aroganca, ali tisto, jaz sem žrtev, ali manj važno sem, da krave vsem pocrkajo. Pa hitro v chat napište, kaj vi mislite, katere skupine je največ v Sloveniji, pa da vidimo. Bom pa prosila mogoče Zvonko, da malo spremlja, kaj se tam dogaja. So že morda kakšni, vidim, da so že neki odgovori, tako, plus minus, torej žrtev, žrtev, aroganca je na 3. mestu, Saša, drugače pa največ je v Sloveniji žrtev, na 2. mestu smo, ni važno, če meni, torej ta privoščljivost, ne, naj crknejo krave, glavno, da crknejo, samo da crknejo sosedu več, no, na 3. manjši delež je aroganca in zelo, zelo malo, manj kot 10% je pa takih in vsi vi, ki ste danes tukaj, sodite v to skupino, seveda, gledam na svet lepo, gledam nase lepo, sebe cenim in tudi druge cenim. Tako, zakaj sem začela s tem? Zaradi tega, ker ta naša predispozicija kot narod
O tem je dr. Trstenjak izjemno veliko pisal, če koga to zanima, res priporočam, da ga vzamete v roke. V zadnjem času pa dr. Pater Karl Gržan, on tudi zelo veliko piše o tem, kako ne znamo ceniti svoje lastne zgodovine, kako imamo mi pravzaprav pravo zgodbo o Romea in Julije, ki je izmišljena, tja vsi derajo, pri nas pa imamo Veroniko Desteniško, pa ne znamo tega izkoristiti. In veliko je takih zgodb v Sloveniji, ki nas definirajo. In mi s tem, s to svojo zgodovino, s tem podložništvom, s tem, da mislimo, da smo bili podložniki, ker zgodovino vedno pišejo zmagovalci, to je pač treba vedeti. In mi smo se to pač učili, v šoli so nas učili, izgubili smo prvo vojno, izgubili smo drugo vojno, ne glede na to, zdaj, kaj mi mislimo, kam smo spadali, ampak uradno država pač je bila poražena. In tudi mi kot narod smo tako mičkeni, da če smo želeli preživeti, smo pač velikokrat glavo dali med ramena in se nismo izpostavljali. In ta mentaliteta gre iz roda v rod. In dejansko je treba delati na tem, to je treba naslavljati. Že v osnovni šoli je treba paziti na to, kakšno literaturo izbiramo, kaj je tisto, kar otrokom dajemo naprej, pa potem kasneje mladini in študentom, študentkam. Predavam tudi na fakulteti nekaj predmetov z področja marketinga in odnosov z javnostmi in tam vidim neko zahtevam kritično razmišljanje. Recimo ena od nalog je, preglejte medije v Sloveniji, primerjajte, koliko spoštujejo pravne in etične norme, resni mediji, torej ne bom zdaj, kaj so resni, in pa tisti, ki sodijo pod rumene, in tam vidim, kakšne težave pravzaprav imamo, ko je treba povedati svoje mnenje. Kaj pa, če ne bom jaz tako mislila, kot misli moja predavateljica? A bom naredila predmet? A bom pol dobila, kako predavateljica misli, Natalija, kako vi mislite? Pa bom jaz pol tako napisala, kako vi mislite. Ne, razmišljaj svojo glavo, argumentiraj, kakor želiš, tako kot ti misliš, napiši in s tem gradimo svojo dejansko zavest. Vse je lahko, da jaz mislim drugače, kot vi, kaj jaz vem, kaj je. Recimo zdaj, če gremo nazaj na literaturo, nisem živela v času Prešerna, kaj pa jaz vem, kaj on misli s tisto pesmijo. Mi zdaj samo tako razmišljamo, temelječ na nekih pismih, ki so se jih med sabo pisali, levo pa desno, ampak živeli pa v tistem času nismo. Če jaz znam argumentirati, zakaj je nekaj tako, kot mislim, da je, in to znam res dobro utemeljiti, potem je moje mnenje enako vredno kot mnenje, nekega, ki ga imamo velikokrat, kot je tudi Aljoša pred mano rekel, ker je pač neka avtoriteta na svojem področju, na nekem piedestalu, pa sploh ni nujno, da ima ok ali ima prav. Zato sem začela s tem slajdom in bom nadaljevala, ker bila sem tule, se mi zdi, že kar celih 20 minut porabila, ampak ker sem napisala, da dejansko kruha in iger je pa povezano tudi z rituali, jih pa poznamo že iz pradavnine. Po različnih oblikah, začeli smo, tule vidimo eno lepo jamsko sliko, začeli smo že v tistih časih z različnimi rituali, ki so gradili pripadnost, ki so gradili na povezovanju, ki so delali na tem, da smo se čutili del neke celote in celovitosti in to se je skozi čas razvijalo naprej. Ni važno, kateri čas pogledamo, lahko gremo v Grčijo, lahko gremo v Rim, ampak dejansko nekateri trdijo, da je ta zadnja ena taka množična manipulativna zgodba, ki je bila v času Dionizovih popivanj, njegovih praznovanj in tako naprej. Ampak to so bili rituali, ki so gradili njihovo takratno zavest. Mi pa te rituale, da zdaj malo naredim paralelo na današnji čas, naredimo s tem, ko pristopimo k nekemu mainstream mnenju v množičnih medijih. Malo v nadaljevanju bom predstavila par tem, pa bom vas povprašala po mnenju, kako vi to vidite, kako vi to razumete, ampak dejstvo je, da v človekovi naravi priključiti se večini. In to izhaja točno iz tega, da smo morali biti z nekom, če smo želeli preživeti. Namreč lovili so nas mapati, pa kajzen, katere živali še vse, plezali smo na drevesa, bežali levo, desno in od tam izhaja ta naša amigdala in ta naš odziv beg ali boj in tudi pač, da zmrznemo. Zdaj že ta tretja oblika tudi zraven prišla. In zato, da lahko gradimo skupnost, da lahko gradimo nekaj, kar nas povezuje, je bila pa beseda. Najprej narisana, rečena, potem narisana in potem napisana. In zavedati se, kako veliko moč ima beseda in nekaj, česar se dejansko premalo zavedamo. Jaz vedno rečem, kdo je največji PR-ovec, se pravi strokovnjak za odnose z javnostmi na svetu.
Ajde, da vidim, kaj vi mislite. Tisti, ki obvlada javnost, ajde rečemo tako. Kdo? A imamo kakšne odgovore v chatu? Kdo upa, kaj zapisati? Drznem. Predrzno si vas upamo vprašati po vašem kritičnem mnenju. Dejansko je največji strokovnjak na področju odnosov, tako je, bravo Ana, župniki. To izhaja iz tega, ni važno zdaj, je to rimsko-katoliška cerkev, ali gremo k Allahu, ali gremo k Budi, ali kamorkoli, ampak dejansko imajo oni izjemno moč, 1000 let prakse in obvladajo svojo stvar. Oni seveda temu ne reče manipulacija, ampak podpora ljudem in tako naprej. In dejansko mediji danes, samo potegnite paralele, odprite enkrat, postavite se izven okvira. Če rečemo moj zemljevid sveta, moje besede definirajo moj svet. To je Ludwig Wittgenstein tako lepo povedal, jaz sem se z njim srečala, sva ne v živo, ampak ko sem bila v gimnaziji, v srednji šoli, sem imela strašno rada logiko in sem šla pač v knjižnico, takrat še bilo doba knjižnic, ne internet, če si znamo to danes predstavljati, in sem odkrila doktorja Ludwiga Wittgensteina. In on je v nemščini, ki je izjemno strukturiran, jaz to prebiral in meni je bilo besede, da dejansko definirajo, besede, ki jih poznate, besede, ki jih uporabljajo, te definirajo vaš svet. In dejansko mediji, ki jih beremo, ja, tako, mama pravi, Martina pravi mama, tudi seveda, znajo, mame tudi nas obrniti, če treba, ampak še bolj pa znajo otroci obrniti svoje mame v resnici. Torej, besede so tisto, kar nas definira in meje jezika so meje mojega sveta. Prej je Aljoša govoril o čustvih. Če ne poznamo izraza za čustvo, ne moramo o čustvu govoriti. In nas ne učijo, nismo se naučili izražati se o svojih občutkih in občutenjih. In če manjka besedišče, ne moremo povedati, kaj je z nami. In zato veliko krat, ko otroka, pa tudi odrasle, vprašamo, kaj je narobe, kaj se ti dogaja, kako se počutiš, smo tiho. Zakaj? Ker ne zato, ker bi kontrirali kar tako iz ljubega miru, ampak ker ne najdemo prave besede. Torej, moramo si razširiti svoje besedišče, svoj vokabular, dejansko svoj pogled na svet. In mediji na eni strani seveda nas uokvirijo, na drugi strani, če pa znamo pogledati izven njih, se pravi, stopimo ven, zato sem začela s tem zemljevidom sveta, če pa stopimo ven iz tega, pa znamo oceniti bistveno bolj kritično. In ta kruha in iger se je, kot rečeno, začelo že davno in zelo dobro razvijalo v rimskih časih. Film Gladiator zagotovo vsi poznate, današnje gladiatorske igre niso nič druga kot športne prireditve, kjer se do krvi, dobesedno v izjemnih, norih razmerah borijo ljudje, tekmujejo ljudje in mi smo na to ponosni in spodbujamo in čutimo euforijo in navdušenje, kar je sicer po svoje lepo, po drugi strani, če pa spet malo razširimo svoj okvir, svoj zemljevid sveta, pa vidimo, da dejansko pozabljamo tisto, kar je v resnici pomembno. Kaj ti? Ali je to, da nek športnik, vsa čast mu, delo je celo življenje, izjemno se je trudil, ampak kako to vpliva na naše življenje in na naše odnose, ki jih imamo v družini, na naše odnose, ki jih imamo recimo na poslu ali v poslovnem okolju ali s prijatelji. Razen, če se o tem pogovarjamo, nekega neposrednega vpliva ni. Sprej treba se vprašati, ali je to nekaj, kar mi megli moj fokus, ali je to nekaj, kar mi zapolni čas, ali je to neka res dodana vrednost. Jaz vem, da bom danes marsikaj provokativnega povedala in je tudi to je namen današnjega predavanja. Namreč moramo se zbuditi. Kot uporabniki, medijski potrošniki, mi smo samo potrošniki. Treba je vedeti, da mediji že dolgo večinoma nimajo interesa nas krepiti neke določene kompetence, z redkimi izjemami seveda. Nimajo interesa z nami oblikovati kritične javnosti, pa kritičnega razmišljanja, ali pa razširjati pogled na svet, na vere različne, na nacionalnost in tako naprej, ampak dejansko je tako in to kaže celotna psihologija, vojska je prva začela s tem, da se krepijo tiste predispozicije, ki so že v nas.
In da vedno izbiramo, ali pa večinoma, 90% izbiramo vsebine, ki so v soglasju z našimi stališči in pogledi na svet. In danes želim v vas to malo stresti, malo pretresti, malo zašejkati, da malo te moderne anglicizme uporabimo, da se malo zbudimo, da malo bolj za distanco pogledamo, kaj se v resnici dogaja, pa mogoče ne verjamemo vsega na prvo besedo. In na koncu se lahko znajdem res v tako eni frustracijski pozi, kaj lahko sploh naredim, marsikaj lahko naredimo, ne? Pa gremo zdaj najprej, v chat vam je že kolega Franci poslal link. Še lažje pa bo, če greste kar pa poskenirate to QR kodo, pa vas prosim, zdaj bom delila drug ekran. Že pišete informacije, odlično, za trenutek bom tole ustavila in samo podelila drugega, da vidimo, kakšne odgovore nam pošiljate. Takole. Prva asociacija na besedo mediji, previdnost, 24 ur, zadnje, prenos, družbena omrežja, informacije, pretiranost, manipulacija, laži, imamo tudi, ne? Skeptičnost in tako naprej, Facebook, družbena omrežja, kritično razmišljanje. Večja kot je beseda, ne se to poznate, več je to vrstnih odgovorov. Spravi, iz tega že vidimo denar, leži, marketing, ne? Slabe novice, drama, negativne novice, Photoshop, to je tudi ta seksizem skozi vizualnost in močno definira našo samopodobo, predvsem pa samopodobo naših mladih, ne? Naših mladostnikov, naših otrok. Zdaj pa poskusimo iti še na ta drugi slajd. Hvala lepa za ta fake news, bravo, hvala tudi za to. Gremo še na to drugo. Po vašem mnenju, zdaj govorimo o množičnih medijih, ne o družbenih medijih, ne o drugih vrstah komunikacije, ampak množični mediji, po mojem mnenju, lahko izberete pa dve trditvi. Opravljajo nadzorno funkcijo in opozarjajo na nepravilnosti v politiki, v družbi, v vojski in tako naprej. Mediji so zvesti tistemu, ki jih plača, oglasi, ponuja delo in tako naprej. So neodvisna, strokovna, neformalna veja oblasti in pa kreirajo realnost za nas po meri odločevalca. In kot vidim, se v glavnem vsi strinjate, nažalost, sta negativnimi, ne? Spravi, zvesti so tistemu, ki jih plača, kar je dejansko pokazal tudi Media Watch, neodvisno spremljanje medijev v Sloveniji. In pa dejstvo je, da kreirajo realnost za nas, po meri pač tistih, ki odločajo o teh zadevah, ali so to politiki, ali tisti z denarjem, ali velike korporacije, ali kdorkoli. In če imamo to v mislih, koliko potem še sploh lahko verjamemo vsebinam, ki jih ponujajo množični mediji? Koliko lahko v resnici sploh še temu verjamemo? Ko sem jaz hodila na faks, takrat se je še reklo FSPN, in to je bilo Socialistična federativna republika Jugoslavija, in bili smo zadnje leto, ki smo delali tudi ekonomski sistem SFRJ kot predmet, ljubi Bog, kje je že to? Takrat so nas učili, da so mediji dejansko, ampak v tistih časih, pazi malo, so nas učili, da mediji opravljajo tako imenovano funkcijo watchdoga, se pravi nadzornika nad odločitvami, ki jih sprejemajo veje oblasti, take in drugačne. Danes, če bi sklepala potem, kako ste odgovarjali, vas je bistveno manj, ki to še vedno verjamete, imajo pa mediji to še vedno v večini svojih statutov napisano, ali pa uredniških politik, dejstvo pa je, da je to samo še ena floskula na papirju, nažalost. Spravi, ko govorimo o množičnih medijih, govorimo o tem, da oni dejansko množično manipulirajo z vsebinami, skozi vsebine z našim pogledom na svet. In to je precej žalostno, ne, po moje, ker funkcijo bi pa ne imeli ravno obratno. Takole. Hvala za vsa ta vaša mnenja. Zdaj pa gremo nekaj primerov pogledati, ne. A ste danes zjutraj poslušali radio, bili na kakšnih družbenih medijih, prebrali kak blog, skratka, katere medijske vsebine ste si danes zapomnili? Pa hitro napište vsaj eno v chat, prosim. Zvonka, tebe bom pa prosila, da mi prebereš, ker sem si zdaj tako uspešno sem si zaprla dostop do chata, pa bi prosila, če mi
lahko ti prebereš, kaj se, tako, zdaj pa že vidim, ja. Vreme. Vreme, evo. Nisem še uspela poslušati Vreme na Val 202, nisem brala medijskih vsebin, poplave žrtve, kaj še imamo, v glavnem vreme, ne? Vreme pa poplave pa žrtve, druga pa nič kaj dosti, ne? Vam pa lahko povem, da običajno, in da so od jutri dnevi svetovanja za znanje, bravo, pa EPUA forum, no, in pa, da imamo tretjo Mišlenovo zvezdico, Ana Roš, bravo, in pa članek na zadnji strani Sobotne priloge, ne? Ti so pa taki večni, tiste so pa res tehtni in dobri prispevki večinoma, vsaj. Pišete tudi, bodi srečen zaradi vsega, kar imaš in delaj za tisto, kar si želiš. Hvala lepa za tole, zdaj pa še podvprašanje, zakaj pa ste si to zapomnili? Zakaj ste niste zapomnili 26. napad na tam, pa Maroko, pa ker me je zanimalo, ja, se pravi verjetno vreme, ker me zanima, ne, pa kaj še? Ker me zanima. Se pravi, zapomnimo si pa tisto, in to je pa pozitivna stran cele zgodbe, ne glede na to, koliko stvari slišimo, si zapomnimo tisto, ali pa poslušamo tisto, ali pa preberemo tisto, kar nas v resnici zanima. In ker me je veselil uspeh šefinje in ji privoščim vsem, ki se trudijo. Ne bi mogla lepše povedati, gospa Nataša, hvala za to misel. Kljub temu, s čim ste nas bombardirajo, ne, imamo to srečo, da spremljamo tisto, kar nas pa zanima in si zapomnimo tisto, kar se nas dotika. Ampak od zdaj naprej boste pa bolj pazili, še bolj boste pazili na to. Namreč po nekih neodvisnih študijah je kar 80% vsebin, ki jih beremo, izkrivljenih, neresničnih ali celo lažnih, ne? Da je treba res paziti, koliko verjamemo, to zdaj ne pomeni, da morate vse dvomiti, kar preberete, ampak pač za zdravo kmečko pamet. Formula ZKP je vedno veljala, pa vedno bo, zdrava kmečka pamet, implementiraj, pa bo življenje bistveno lažje. No, zdaj pa nekaj primerov, ne. Kaj mislite o WHO-ju in o tem, da spostavlja totalitarno strukturo z temi novimi predpisi, ki jih namerava obesiti na vse države in ki jih je menda že tudi Slovenija parafirala? Kaj mislite o koronavirusu kot o biološkem orožju? Ali verjamete, da je to biološko orožje, ali verjamete, da to, kar je bilo v ameriškem senatu predstavljeno, dejansko drži, ker zdaj odprto o tem govorijo? Ali ste to sploh zasledili, da se to dogaja? Ali ste oddali svoj glas za vpis gotovine v ustavo? Ali mislite, da to ni potrebno? Ali ste oddali svoj podpis v znak podpore čistega zraka v Anhovem? Ali menite, da je to pač ena skupina tam ljudi, ki nima pravih informacij o tem, kaj se dogaja? In seveda velika tema Rusija in Ukrajina, kdo je kriv, kdo je odgovoren, ali Kitajska krši sankcije, ali se Kitajska samo ne drži sankcij, ker itak ni dolžna, ker ni del zahodnega sveta, da bi se morala tega držati, ker to ni OZN podpis, ampak so zahodne države in tako naprej. Skratka, če pogledamo vse te stvari, vidimo, da smo precej oprani, ne? Sprve bi mi verjetno velika večina rekla, WHO pa že ne vzpostavlja totalitarne strukture, čeprav če bi šli brati, je marsikateri element, ki smo ga lahko našli v socializmu ali pa še v tršem komunizmu morda pred leti, nekateri se še spominjamo nekih zakonov, tudi zdaj so določeni poskusi, o teh je dr. Verčič nekaj malega govoril, pokazali so se dejansko tudi dokazi, da je bil koronavirus dejansko ustvarjen kot biološko orožje, zdaj a točno ta sev ali ne ta sev, to zdaj ne bom se sploh, premalo vem o tem, o gotovini, ali zdaj banke imajo pregled nad nami, ali bojo zdaj vsi vedeli, kaj mi kupujemo, nas ustvarjali še bolj kot potrošnika in manj kot človeka in tako naprej in tako naprej. Spravi, koliko informacij ste v resnici absorbirali, koliko časa ste v resnici posvetili razmisleku o tem in koliko časa ste posvetili iskanju neodvisnih virov. Kaj mislim s tem neodvisnih virov? Neodvisnih od tistega, kar ste prej sami rekli, ne? Da so odločevalci tisti, ki vplivajo na to, kako mi percipiramo vsebine, kako se medijske vsebine kreirajo in kako jih mi potem percipiramo oziroma gledamo na njih. In to je samo enih par. Lahko bi jih naštevala še pa še. Ne? Ker če hočemo se polarizirati, imamo milijon nekih vsebin, v glavnem negativnih. Lepo pa je, ne, če znamo kdaj tudi skupaj stopiti.
ampak dejansko premalo pogosto in premalo pišemo o vsebinah, ki so bistveno bolj zanimive za človeka. To dejansko je zanimivo za, bi rekla, vlade, države, ne? Za nas, na ravni mojih odnosov, mojega življenja, se bistveno vpraša, kje je pravzaprav bistvo, kaj s tem delam, ko te stvari vsrkavam vase. Kaj delam zase in kaj delam za svojo družino, kaj delam za svoj poklic. In če se zdaj pogovarjamo, kdo je v resnici odgovoren, ker beseda krivda je meni precej ne paše v ta kontekst, nikakor ne, tisto je za sodišče. Ampak kdo je odgovoren za stanje takšno, kot je? In spet vprašanje za vas, a je to odgovornost mojega partnerja, a mojih staršev, ker so me tako vzgojili, a medijev, ki tako pišejo, mojega podjetja, ki zahteva določene stvari od mene, mogoče občine, v kateri živim, naše vlade slovenske, ne? Države kot entitete, Evropske unije, OZN-a, ne vem, česa. Čigava je odgovornost za to, kar se dogaja za našo percepcijo vsebin, ki jih dobimo. Ja, in imamo tudi zelo lepo napisano, odgovorni smo mi sami, ker to beremo. Ja? In pač moja odgovornost je, moja. In tudi danes je vaša odgovornost, zdaj pa še čarobna formula za spremembo. Kdaj bo pa prišlo do te spremembe? Ja, S je pač neka sprememba. In zdaj na desni strani imamo pa formulo. Ne? Ta formula je taka čudovita ABC, ne? Ki mora biti večji od X. Zdaj, A pomeni, da sem jaz nezadovoljna z nekim statusom, v katerem sem, tem statusom quo. Spravi A, B, a si res želim doseči neko spremembo, spravi A krat B in krat C, če so te spremembe praktične, spravi recimo, nekateri ste napisali, da sploh ne spremljate več medijev, če si to lahko privoščimo, je to praktično, ne, spravi A krat B krat C mora biti večji od mojega stroška, vložka, napora, potrebne energije, zato da do neke spremembe pride. In jaz vsem nam želim, ne, da bomo od danes naprej vsi imeli ta A krat B krat C bistveno večji od X-a in bomo vsi, ker če nas je bilo recimo 100 prijavljenih ali 130 in vsi, ki bodo še morda posnetek pogledali, da bodo se dejansko odločili, ok, zdaj bom pa ta A bom malo zvišala, mislim, A je itak je že visok, ne, ker mi smo tipično nezadovoljni v Sloveniji, B bom dvignila, ker si bom bolj želela, C bom malo razmislila, kako lahko zdaj to praktično naredim in vse skupaj bo večje od tega, kar me dejansko stane, da ne stane v finančnem smislu, ampak v mojem časovnem, energijskem, po moji zavzetosti, po moji zavezanosti, da neko spremembo naredim. Tako da jaz bi na tej točki, tule so še dali link na ta medij, ki ga izdajamo, pa vam mogoče zdaj še tole podelim, da boste videli, kako to zgleda, samo na hitro, potem pa, če bo kakšno vprašanje, sem seveda tukaj ali pa kasneje, ne, sej moje podatke tako najdete vse posodke. Evo ga, takole, ne, to je pa zdaj ta naš portal, kjer imamo različne rubrike in tako naprej in dejansko dajamo zgodbe gor, ne glede na to, odkot ljudje prihajajo. Danes smo ravno objavili eno zgodbo o Angelini Zatezalo, ki prihaja iz Srbije, ima 2 družinski podjetji, invalidka 2. stopnje in kako je ona šla skozi življenje, ne? In kako lahko tudi mi kakšne stvari naredimo pa spremenimo, če se le dovolj potrudimo. Se pravi, tisti naš besede omejujejo moj svet, ne? Tukaj več ne. Tako da hvala lepa in evo, malo sem trbila čas in se opravičujem. Drugič me prekini. Nič hudega, na drugi strani tehtnice pa je ta živahnost in to pozitivno sporočilo, ki vsekakor odtehta teh nekaj minut več. Bomo pa malo odmora posvetili vsebini, ki je naslednja. Hrani se še najlažje odpovemo, se mi zdi, tem dragocenim vsebinam, pa se ne bi smeli pravzaprav odreči, še zlasti v enem času osvobajanja. Natalija, nekako tako sem razumela tvoj prispevek, da je čas za osvobajanje od teh spon, ki nam jih nadevajo različni mediji in njihovi naročniki še zlasti. In kar je najboljše, vse imamo v svojih rokah, a ni lepše kot to. Vsa moč tega osvobajanja je v nas, pri vsem, česar se lotimo. Lepa hvala. In vse dobro pri vseh podvigih in seveda se bomo takoj naročili oziroma upisali v navdihni.me. Pa kakšno zgodbo pošljete, ker vsak med nami ima pozitivno zgodbo, ki lahko nekoga navduši. To velikokrat pozabimo, vsak med nami jo nosi. Ne samo neki izjemni, pa ne vem kakšni posamezniki, čisto vsak med nami ima vsaj eno
pa garantiram vam, da jih imate po 10 zgodb, ki lahko navdihnejo nekoga, ker tistemu A krat B krat C je večji od X-a, torej k spremembi. Res je, pošljemo. Tako, zdaj pa še naša tretja gostja v tem prvem delu foruma, ki smo mu dali naslov ločiti zrno od plev. Se pravi, ločiti tisto, kar je kakovostno, od tistega, kar ni. In o tem smo danes že veliko govorili z mano tukaj v studiu. In dobrodošla je pa dr. Sonja Merljak Zdovc. Na vas smo postali pozorni, ker ste urednica časorisa, ampak še marsikaj drugega, veliko vlog imate. In za začetek sva se dogovorili, da izvemo nekaj intimnega, nekaj iz vaše življenjske zgodbe, ki vas je očitno pripeljala v te vode, pa še marsikaj drugega tudi počnete. Tako da mogoče najprej ta vpogled v vašo intimo. Najlepša hvala, lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Jaz sem imela zdaj neki istočnic v glavi, ampak ker ste omenili intimo, bom pa začela malo drugače, kot sem si najprej zamislila. Ko sem poslušala oba predhodnika, sem pač razmišljala, da moj pogled na medije je pa precej drugačen. Namreč jaz sem novinarka po izobrazbi in jaz sem zelo rada novinarka. Mislim, da je to najlepši poklic na svetu. Zelo si želim, da bi ta poklic preživel, da mediji ne bi izumrli. Želim si, da bi novinarji lahko tudi v prihodnjih, 50, 100 letih informirali, nadzorovali in povezovali državljane. Moram reči, da me kar malo boli in žalosti, ko poslušam mnenja o medijih, da smo samo v službi nekoga, ki nas plačuje. Kar je sicer do neke mere res, smo v službi tistega, ki se naroči na nas, se pravi bralcev. V resnici mediji smo pač tako kot vsaka druga firma, se pravi, moramo od nečesa živeti in preživeti. In zdaj, če nas podpirajo naši bralci, naši naročniki, potem služimo v njihovem imenu. Če pač teh naročnikov ni dovolj, moramo pač si pomagati recimo z oglasi. To pa ne pomeni, da oglaševalci vplivajo na naše mnenje, na naše vsebine. Seveda se kdaj zgodi, lahko kje, kakšna zloraba, izjema in tako naprej. Ampak načeloma še zmeraj verjamem, da smo novinarji zato tukaj, ker želimo delati v skupno dobro za naše bralce, gledalce in poslušalce. In prepričana sem, da ima vsak od nas, in to je medijska pismenost, zmožnost prepoznati medij, ki mu lahko zaupa. Naša naloga kot medijev pa je seveda ta, da pokažemo, kako transparentni smo s tem, ko razkrivamo, kako objavljamo vsebine, kje jih pridobivamo, kako jih pridobivamo. In seveda tudi, lahko se dam tudi bolj nekdaj. In seveda tudi, da se razkrije, kdo nas financira. To je ta transparentnost, ki jo imamo na voljo in ta transparentnost krepi našo kredibilnost. Tako da intimno bi jaz predvsem rekla, jaz sem zelo, zelo rada novinarka. Kot rečeno, mislim, da je to najlepši poklic na svetu in si zelo želim, da bi novinarji lahko še naprej počeli to, kar počnemo. Razmišljala sem recimo, da bi vas vprašala, ali veste, kdo je razkril zgodbo, ko je Evropo preplavilo meso iz klavnic, kjer so klali bolne krave. Kdo je bil to? Novinarji. Ali morda veste, kdo je napisal zgodbo? Prej je gospod Bagola govoril o storytellingu, mislim, v bistvu je moje specifično področje literarno novinarstvo, to je novinarstvo, ki se bere kot zgodba. To je napisal zgodbo o teh, recimo poznamo jih kot sestre Magdalenke iz filma, ampak v resnici iz vseh teh hiš na Irskem, kjer so bile nastanjene matere, ki so recimo zanosile prezgodaj, ki niso imele partnerjev in kako so jih zlorabljali. Poročali so o njih tudi mediji in tisti zapisi, ki so se najbolj nas dotaknili, se berejo kot knjige, kot romani. Ali veste, kdo je razkril? In to recimo je mene osebno precej pretreslo, da ne smemo uporabljati otroškega pudra podjetja Johnson & Johnson. A to veste, da ne smemo uporabljati tega pudra? Zato, ker pač povzroča raka. To niso odkrili novinarji, so pa recimo do mene to informacijo posredovali novinarji. Se pravi, to so ženske vzpostavile tožbe v Ameriki, ampak da sem jaz v Sloveniji to zvedla, zato so zaslužni mediji. Jaz mislim, da je medijska pismenost predvsem to, da znamo prepoznati, katere medije bomo spremljali, katerim medijem bomo zaupali in zakaj bomo to počeli in da bomo potem na podlagi informacij, ki so verodostojne, ki imajo navedene svoje vire, prej je bilo tudi veliko govora o neodvisnih virih,
Tudi za neodvisne vire je treba preveriti, da so res neodvisni viri. Ne? Recimo, lahko se pogovarjamo o tem, kako se je nenadoma pojavil recimo koncept ogljičnega odtisa. Ne? Kdo je pravzaprav štartal s tem, da ima vsak državljan tudi ogljičen odtis? Zdaj, tukaj jaz nisem preverila, tako da ne bom z gotovostjo trdila, ampak informacija, ki sem jo jaz dobila, je bilo, da so to podjetja za predelavo nafte začela govoriti o tem, kako pomembno je meriti ogljični odtis vsakega posameznika, zato da se pol jaz sekiram, a bom ločila odpadke in ne vem, kaj vse bom počela, se bom pripeljala sem s kolesom, a se ne bom, ne, medtem ko recimo nekdo se pa s private jeti vozi naokrog. Ne. Skratka, tudi neodvisne vire je treba znati preveriti. Kar je pa tudi res, ne, da mediji, kot rečeno, če jih znamo presojati, če znamo nagovoriti medije, če znamo vedeti, katerim lahko zaupamo, ne, mediji so tisti, ki imajo ljudi, ki so se za to izobrazili, da znajo preverjati informacije, da jih znajo dobro upovedati, ne, se pravi, da naredijo zgodbo, ne, da jo znajo še enkrat preveriti, ker imajo sisteme, pač ne, uredniki preverjajo za novinarji recimo, ne, ali pa ne vem, redaktori preverjajo za novinarji, ne. Mi, bralci, ponavadi nimamo dovolj časa, niti znanja, da bi znali vso to množico informacij, ki nas preplavlja, preveriti. Ne, zato v resnici je veliko bolj smiselno, da si najdemo tiste vire informacij, ki jim lahko zaupamo in da seveda tudi tiste vire vedno znova preverjamo. Recimo, tudi novinarji imamo svoje sogovornike in vire in tudi mi moramo tiste sogovornike in vire vedno znova preverjati. Ne moramo jim kar zaupati iz leta v leto v leto. Ne. Tako da vsekakor sem prepričana, da je naša vloga pomembna, da je veliko novinarjev med nami takih, ki dejansko želi informirati, nadzorovati in povezovati, ne. Kaj se zgodi, ko mediji umrejo? Ne vem, če poznate koncept news desert, ne? Se pravi, so posamezna območja, kjer ni več medijev. Ne? Recimo, da ne bom skozi v Ameriki, sicer res pač sem študirala v Ameriki, Amerika je pač nekako država, ki jo kar dobro poznam, pa tudi recimo nekako 5 let pred nami so neki trendi, ki se pol prenašajo k nam, ampak recimo dajmo pogledati Romunijo, ne? Kjer ni bilo medijev, so lokalni politiki zgradili cesto na območju, kjer pa ceste ne morejo zgraditi in v 2 mesecih se je cesta sesula. Ni bilo nadzora. Torej, mediji opravljajo to pomembno vlogo nadzora. Ne. Zdaj pa še zmeraj. Vsak od nas ima pa to izkušnjo, ne, da je recimo, ne vem, zagledal clickbait naslov, senzacionalistični naslov in nasedel, recimo, ne vem, poželi so njivo, padale so glave in pol greš brati članek, da so poželi njivo zeljnatih glav. Poznamo koga, ki so mu besede iztrgali iz konteksta. Recimo, ne. In pol spet rečemo, mediji so krivi. Ne. Ampak še veliko več dezinformacij nas pa preplavlja prek tistih kanalov, ki pa niso urejani, kjer ne stoji cela ekipa, tako kot knjiga. Veste, knjigo lahko izdaš kot samozaložnik, jo sam napišeš in lahko je tudi zelo dobra, ampak je pa tudi veliko takih, ki pa niso zelo dobre. Ne? In enako je z mediji, ne? Pač velike medijske hiše ali pa majhne medijske hiše, kot je moj časoris, spletni časopis za otroke, ne? Imamo pač vzpostavljene te mehanizme kontrolne, ne? Kjer nekdo za drugim prebere, če pride do napake, jo priznaš, se opravičiš, jo ne skriješ. Ne? Medtem ko veliko enih informacij se širi pa po nekih drugih kanalih, kjer pa ne moreš vedeti, ali jo je kdo preveril, ali je pa ni preveril. Tako da to je ta moja intimna zgodba, zakaj pa jaz vseeno zdaj tlele moram nekaj povedati tudi v bran medij. Hvala. To je pravzaprav v bistvu en tak spev, predanost, poklicanosti, ki ste jo skozi svoje življenje do tega trenutka in seveda še naprej zasledovali. Zakaj smo povabili ravno vas? Zato, ker na Andragoškem centru ves čas skušamo vzpostavljati ali pa prispevati k vzpostavljanju kulture vseživljenjskosti učenja, torej je treba začeti pri otrocih. Ne moremo samo obdelovati pod narekovaji odraslih, če ne sodelujejo generacije med seboj, torej že pri otrocih je treba začeti in prav to vi s časorisom počnete. A nam lahko poveste, od kod ta ideja, kako delujete? Ja, časoris je nastal tudi iz te moje želje po preživetju poklica, iz te ljubezni do novinarskega poklica. Je pa to eden od številnih razlogov, ki so vodile k njegovemu nastanku. Časoris je spletni časopis za otroke, ki nagovarja otroke stare od 6 do 12 let, recimo, teoretično tudi do 15, se pravi osnovno šolo. Ideja je, da pač v prvi triadi, ko otroci seveda še ne berejo sami, ne, časoris berejo skupaj z učitelji in se o tem, kar so prebrali, pogovorijo, zato jim tudi vsak članek ponuja vprašanje za razmislek. Potem pa nekako upamo, da se bojo pač navadili, ne,
od 9. do 12. leta recimo sami spremljati informacije. Recimo, naprimer, poznate ta, kako se že reče, sojenje, proces stoletja, bi se mu lahko reklo Johnny Depp, Amber Heard, ne? To je bilo pač lani zelo razvpito, ja, hvala lepa. Na TikToku in na drugih takih podobnih omrežjih je bilo, jaz zdaj teh številk na pamet ne vem, ampak neskončno veliko več informacij, kot recimo v mainstream medijih, kot bi lahko rekli tradicionalnih medijih. Ne. Za koga mislite, da so moji otroci navijali? Johnny. Za Johnnyja. V časorisu smo mogli napisati celo to sago, ne, v 300 besedah, ker naši članki so dolgi 300 besed, zato ker otroci rečejo, ko zavijajo malo z očmi, ne, ma dobro, no, ta članek pa res ni tako dolg, tega še lahko preberem. Skratka, in zadevo postaviti v kontekst. Veliko težje je seveda napisati nek prispevek v tako kratki obliki, kot pa recimo nek dvostranski prispevek za Sobotno prilogo, kjer sem tudi včasih pisala, recimo, to lahko povem torej iz prve roke, ne. Skratka, v kontekst, da razumejo, ne, in da morda razmislijo, a je res Johnny Depp tisti, za katerega moramo navijati, ne, da se vsaj vprašajo. Ne. Skratka, ideja časorisa je, da za razliko od mene, ki sem odraščala ob očetu, ki je bral časopis Delo, pa je spremljal trojna italijanska poročila, pa dvojna slovenska poročila, ne, in sem jaz to pač po naravni poti osvojila, ne, da obstajajo neki mediji, ki mi pač lahko zaupamo, ne. Da se to prenese v šolo, ker moji otroci raste ob meni, se vidite, sem neločljivo povezana s svojim telefonom, ne, jaz sem na telefonu, nekaj tam pač gledam, zdaj ali berem časopis, ali ne vem, si dopisujem na Facebooku, ali odgovarjam na mail, ali igram igrico, ne morejo vedeti, ne. Skratka, zato je bila ideja, da se vstopi s časorisom v šolski prostor, da se učiteljicam ponudi neko jutranjo motivacijo, če jo seveda želijo sprejeti, ne, ko se lahko kot razred povežejo, kot skupnost se lahko povežejo in pogovorijo o tem, kaj se dogaja. In zakaj je to zame pomembno? Kaj ti otroci tudi izvedo? Izvedo tudi tiste stvari, ki mi kot starši ne želimo povedati. Ne? Če ne druge, bojo izvedli na šolskem igrišču. Prav za tale povod za nastanek časorisa je bilo recimo pri meni, ko sem po terorističnem napadu na tednik Charlie Hebdo prebrala na Facebooku novičko o tem, kako je časopis za otroke v Parizu povedal otrokom, kaj se je zgodilo. In takrat sem si rekla, tega pa pri nas ni. Ne. Imamo mi sicer Pil, imamo Infodrom, ampak to niso dnevne novice. In tukaj je tudi poudarek na novice. Mi rečemo, da ustvarjamo časopis za majhne, po višini majhne otroke, ampak resen časopis. To ni pop glasba, to ni pop kultura, to niso filmi. To so bitcoini, to je vojna v Afganistanu, vojna v Ukrajini, korona in tako naprej. Skratka, vse te stvari, ki jih otroci, ki so ravno tako del družbe, v končni fazi smo v koroni najbolj videli, kako je na njih vplivala odločitev odraslih, da so jim zaprli šole in jim na nek način za 3 leta zamrznili življenje, ne, imajo pravico to vedeti. Oni morda niso še volivci, bodo pa nekoč volivci. In če ne drugega, pa se ne moramo čuditi, ko so stari 18 let in se ne zanimajo za državljansko vprašanje, če jih nismo navajali in če jim nismo omogočali, da se seznanijo in da jih že usmerjali, da prej ali slej bojo pa oni lahko odločili, kakšna bo stanovanjska politika, kakšna bo zdravstvena politika in tako naprej. In zato, da bojo lahko informirani, aktivni državljani, da bojo lahko vsem tem odločali, morajo seveda vedeti, kje bojo dobili informacije. Danes, kot rečeno, smo preplavljeni s to reko, ne, informacij, v njej je množica dezinformacij in če hočeš karkoli skriti, je to daleč najlažje. Ne? Ko nekoga preplaviš z informacijami, ki so prepletene z dezinformacijami, ne? Potem enostavno smo vsi nemočni. Težko si vzamemo čas in težko imamo znanje za to. In mogoče prej, ko sem omenjala vse te zgodbe, Svetlana Aleksijevič, ne, in Nobelovka za literaturo, ampak ona je v prvi vrsti literarna novinarka. Ona je tista, ko smo omenili tudi vojno v Rusiji in Ukrajini, recimo, ne, ki je znala opisati, kaj pomeni vojna. A veste, vse ti dogodki, to so spet ta reka, ne, in mi pa živimo na bregovih te reke. Kaj pomeni biti mati? Ona je pisala o vojni med Sovjetsko zvezo in Afganistanom. Mati padlega vojaka, ko je prišla na letališče in je pač šla preveriti, ali je krsta dovolj velika za njenega sina, ker njen sin je bil velik fant. Veste, to je ta pravo novinarstvo. In mi bomo medijsko pismeni, če ga bomo znali poiskati, če bomo znali zaupati, če bomo znali preveriti, tam lahko zaupamo, če bomo ob tem znali kritično razmišljati in če bomo aktivno delovali na podlagi tega, kar smo prebrali. Super, lepa hvala.
vi že delujete medgeneracijsko na nek način. V koliko šolah imate kakšen pregled tega, v koliko šolah uporabljajo časoris? To je moje prvo vprašanje. Drugo pa, a bi lahko še več odraslih vpletli? Recimo mi imamo mreže izvajalcev izobraževanja odraslih, kamor štejejo ljudske univerze, šole, ta prave, kjer so mladi in odrasli skupaj že itak, nevladne organizacije. Mnogo nas je, ki bi želeli mogoče pri tem sodelovati, tudi kakšne zgodbice. Težko bo 300 besed, ampak ker smo se razvadili in pišemo na dolgo ali pa govorimo tudi na dolgo in široko radi. Ampak, a bi se dalo, malo sva se že o tem pogovarjali, to nekako razširiti, ker se mi zdi tako fenomenalna ideja tega časorisa. Kaj meni? Ja, seveda mi smo odprti za vsa sodelovanja, ne, tako da bomo vsekakor veseli, če bova znali najti neke skupne pač projekte in delovanja. Jaz moram reči, da prav štet šol še nismo šli. Mi v bistvu letos šele pravzaprav vzpostavljamo tako imenovano mrežo časorisovih mentoric. To so tiste učiteljice na posameznih šolah, ki so nekako naše vstopne točke, ko imamo kakršnekoli pobude ali pa projekte, v katerih želimo sodelovati z učenci in učenkami. Mi namreč govorimo, da časoris je pač o otrocih, z otroki in v imenu otrok medij, ne? Se pravi, mi tudi zelo odpiramo prostor za otroke, tako da v resnici bolj kot za odrasle mi odpiramo v časorisu prostor za otroke, imajo tudi svojo rubriko in želimo, da otroci imajo svoj glas, da povedo, kaj jim leži na duši, kaj jih veseli, kaj jih žalosti in tako naprej, ne? Ta sodelovanje in povezovanje zato pač bolj vzpostavljamo na področju prav medijske pismenosti in prepoznavanja dezinformacij, ne? Tako da nekako lahko rečemo, da v določene šole vstopamo ravno skozi delavnice medijske pismenosti, potem pa nas tako spoznajo tudi kot mediji in začnejo nekatere učiteljice in učitelji uporabljati in potem seveda tudi otroci sami pisati, ker tudi to smo rekli, ne, v bistvu del medijske pismenosti je tudi znanje ustvarjanja medijske vsebine. Jaz recimo nimam pojma, kako se naredi TikTok, ne, kar znajo otroci veliko boljše, ne, ampak mi jih pa lahko naučimo pisati in mi izhajamo, prej je bilo tudi to omenjeno, kaj ljudi zanima, ne. Mislim, moja filozofija je, da pač mi moramo kot mediji ponuditi tisto, kar nas zanima in tisto, kar moramo vedeti. To je celota časopisa, ne. Se pravi, ne samo tisto, kar nekoga zanima. V Združenih državah Amerike, kot rečeno, rada navajam primere o tem, recimo v 60 letih, ne, so uredniki medijev na jugu Združenih držav Amerike rekli, da oni ne bojo pisali o Martinu Lutheru Kingu in Rosie Parks, ker to njihovih bralcev ne zanima, ne. Problem seveda je bil, da potem ti mediji so izgubili kompletno vse zaupanje za 30 let naprej. Skratka, časopis je ravno prednost časopisa in zdaj, ko govorim časopis, govorim tudi o portalu, kot je časoris, ne, mislim, samo koncept, ni nujno, da je papirnat, ne. Vključuje vsebine, ki jih nekdo mora vedeti in tiste seveda, ki jih zanima, ne. In ravno ta preplet vsebin mu dajo neko bogastvo. Tako da, zdaj, ko smo rekli, s koliko mi sodelujemo, recimo vedno bolj vstopamo v šolski prostor, vedno bolj vabimo tudi otroke, da z nami sodelujejo, ne. Potem pa seveda, kot rečeno, sodelujemo z vsemi možnimi organizacijami, ki izobražujejo, ker mi tudi izobražujemo ne samo otroke, tudi odrasle, konkretno učiteljice, učitelje, ne, o prepoznavanju lažnih novic oziroma dezinformacij, kot je pravi strokovni termin, ampak mi ga tudi uporabljamo fake news, ker otroci vejo, kaj je fake news, ne. Če jim rečeš dezinformacije, ne, to ne bojo tako vedeli. Kaj je šele medijska pismenost? No, to je pa sploh nekaj, pa začnem z NPZ-jem in razlagam, da obstaja bralna pismenost in tako naprej in da posledično tudi medijska pismenost. Skratka, iščemo te stične točke, ne. In na področju izobraževanja, ja, ko je treba dejansko prepoznati vendarle tudi precej bolj subtilne oblike zavajanja, ki se nas dotikajo in nas naslavljajo, ne, tam pa lahko absolutno mi še veliko moči združimo, ker so potrebe kar precej velike. Super. A imate morda informacijo ali v regiji, se pravi, zdaj govorimo o v bistvu državah bivše Jugoslavije, ali tukaj obstaja kaj podobnega, kot je časoris, ali bi bilo tudi? Zdaj, da bi jaz prav vedela, da obstaja medij za otroke, ne, čeprav so mi zdaj ravno pač gospe in gospodje, ki ste iz Srbije, nekje sem zdaj zasledila, da je v Srbiji pa je en medij za otroke, ki ga nisem pa še preverjala, ne. Ampak po mojih informacijah je pač več organizacij z področja medijske pismenosti, ki se ukvarjajo z delavnice in izobraževanje ali pa ne vem, orodji, kot smo jih tudi mi razvili v slovenščini, ravno zato, ker smo želeli uporabljati slovenska orodja, ne pa angleških, ne. Ampak eden od naših velikih projektov prihodnje leto je pa ravno ponuditi to, kar počnemo v časorisu regiji, se pravi pač državam Zahodnega Balkana, ne.
Tako da takrat bomo malo bolj to raziskali in že zdaj vas vse vabim, če vas kakorkoli zanima to, kar počnemo ali pa kakršnekoli oblike sodelovanja v prihodnje, da se mi pauzi pol oglasite. Ne? Mi si zelo želimo, no, predvsem ta časopis za otroke, ker se nam res zdi pomembno, da otroci vejo, no, da če na TikToku vidijo, kaj se dogaja med Johnnym Deppom in Amber Heard, ali pa da iz ščurkov pridobivajo rdečo barvo, ne, da grejo preveriti nekam, a je to res. Ja, super. Odmor bo res čez minutko, pravi trenutek za navezovanje stikov. Jaz bi še rekla, vi delujete raziskovalno, poleg vseh področji, ki ste jih že zdaj omenjali. Dobili ste tudi precej nagrad. K čemu vas zavezujejo? Ste vse že povedali na začetku, ampak še enkrat. Hočem rešiti novinarstvo. Ja, res. Hočem rešiti novinarstvo, ampak ja. V bistvu ne vem, če bi rekla, da me nagrade zdaj prav k nečemu zavezujejo, ampak vsekakor me pač nasplošno vse to, kar počnem in kar želim početi, ne nazadnje tudi mama 3 otrok in vendarle gledam v prihodnost, kaj bo čez 50 let, ko upam, da bodo ti otroci še živeli, da se ne bomo pobili med sabo ali pa utonili v plastiki. Ne. Me pa zavezuje ravno to učenje. No. Mislim, to, kar ste tudi v tem vprašanju omenili, zdi se mi zelo pomembno, da v vseh obdobjih svojega življenja se učimo in da ostajamo v koraku s časom. Jaz sem pač nažalost to imela priložnost videti, ko so kakšni kolegi novinarji ostali pri tipkalnih strojih, pisalnih strojih in niso zmogli prehoda na računalnike, ne, kako zelo je to kasneje potem vplivalo na njihovo kakovost življenja. Ali pa če danes gledamo, vse danes skoraj, če že ne znaš uporabljati pametnega telefona, nič ne moreš početi. Ne. Tako da se mi zdi res pomembno, da tudi, jaz se imam sicer za kar digitalno pismeno osebo, ampak in seveda medijsko pismeno osebo, ne, medijsko pismenost dojemam kot krovni izraz, ki vključuje digitalno, novičarsko in druge oblike pismenosti, ne. Ampak še vedno se zalotim, da recimo, ne vem, moji otroci 1, 2, 3 nekaj naredijo, meni se sanja nekako nekaj nastavijo in vem, da moram pač vztrajati na tem, da se to naučim, tudi če mi ni všeč. Ne. Zato, ker lahko vidim, vseeno bomo živeli še 30-40 let, ne. Če ne bomo šli v korak s časom, bomo nasrkali. No. Tako da tu se mi zdi zelo pomembno in zelo pomembno je, da ves čas res kritično razmišljamo, no. Da znamo in zmoremo in želimo kritično razmišljati, zato da bomo lahko potem aktivni državljani. In to informirani aktivni državljani, jaz pač vedno tudi rada rečem, da ni pa hujšega, kot je dezinformiran aktivni državljani. Ali boš, da nismo aktivni državljani. Res je, res je. Mislim, da vsem 3 govorcem je skupno prav ta poziv k kritičnosti in s tem bi jaz mogoče tudi zaključila tale del in vas povabila k 10-minutnemu odmoru, ob 15 do se ponovno srečamo. Veste, jaz sem tudi želela biti novinarka, tam, ko sem se odločala za poklic, pa mi je moja mama rekla, veš kaj, ti pa ne, zato ker novinar mora iti skozi ena vrata noter in če ga vržejo skozi ta vrata ven, ker ga pač ne želijo, a ne, ti nisi sposobna priti skozi zadnja vrata ali pa skratka ta trdoživost, mislim, da je tudi ena od komponent, ki je zelo pomembna pri vašem poklicu. In radovednost. In radovednost, ja. Prisrčna hvala vsem 3 pravzaprav. Ja. In odmor.